In mislim, da že pričakujemo našo naslednjo predavateljico, Bredo Jelen Sobočan. Kot sem omenila, je psihiatrinja in psihoterapevtka. V svojem predavanju, in sicer Odnos in možgani, nam bo poskušala odgovoriti na vprašanja, kot so, kaj je torej odnos, kje se začne, kdaj se začne, kako se začne, kje ga občutimo in kje ga mislimo. Pozdravljena, Breda. Dober dan, lepo pozdravljeni. Najlepša hvala za predstavitev, povabilo in upam, da se bomo uspešno potapljali v globino odnosov. Zame osebno je predstavitev teme Odnosi in možgani po enem letu pandemije povsem drugačna, kot bi bila sicer. Še pred enim letom bi bil to stikov poln družaben dogodek, poln vtisov in občutkov. Bil bi en dan, ki bi vsakega od nas za odtenek spremenil, obogatil. Zdaj pa sedimo vsak v svojem prostoru. Govorimo, da človek ni otok, obenem pa to samotnost ravno odigravamo. Rečemo, da teče dobro, ampak izkušnja je bolj plehka, enodimenzionalna, navidezna, izpraznjena telesnega, čustvenega in socialnega stika. Krasni novi svet je to za vse, ki so svečeniki racionalnosti. Ti bodo ta model ostro zagovarjali tudi v bodoče. Pandemija je kontekst, ampak želela bi si, da ne bi s tako lahkoto v našem vsakdanu in vizijah za naprej pristajali in normalizirali ideje, da je bližina, ki jo ustvarja tehnika, dobrodošel in ustrezni nadomestek za človeško izkušnjo, telesne prisotnosti, za izmenjavo, za učenje v živo. Grozi nam nova normalnost. Iz zgodovine pa vemo, da so vsi prelomni v jedru dobronamerni dosežki, še posebej ob prehodih v nove dobe, s seboj pač vedno nosili tudi seme slabega. To se je lahko hudo razraslo, še posebej, če je bilo na samem začetku to, kar je škodljivega, spregledano ali zanikano. To spregledanje nastane največkrat zaradi ozkih interesov posameznikov na eni strani in na drugi strani slepote, nedejavnosti in indiference nemisleče javnosti. Kako se bo v možgane in njihovo evolucijo zapisovala človeška izkušnja brez telesne prisotnosti? Kako se bodo oblikovali odnosi? Četudi lahko odrasli vidimo pri učenju, predavanjih, izmenjavah, pri delu na daljavo prednosti, ki so največkrat potrošniško lagodne narave, mi že imamo ponotranjeno drugačno, celostno izkušnjo. Za mlade, za študente, dijake, učence, pa so to vrstne normalizacije učnih izkušenj, ki so zgolj kognitivne narave, pogubne. Izolacija iz socialnega sveta brez dvoma spreminja njihove možgane. Mladi ljudje, ki jih srečujem sama, se skoraj do pike držijo ukrepov za preprečevanje pandemije. A se kdo od nas odraslih sprašuje, kako se oblikuje njihov notranji svet? Cel dan so kot samotni otoki v morju elektronskih vtisov. Njihova telesa so prikovana na stole, njihove oči begajo po zaslonih, njihove duše pa so vsak dan bolj prazne. In to v življenjskem obdobju, ko je njihova razvojna naloga ustvarjanje lastnega mesta v socialni mreži. Brez stikov so v času, ko so odnosi edina prava hrana za njihove možgane. Kako teče razvoj najbolj finih struktur človečnosti, ko človek je samotni otok? Mlada študentka je te dni izrekla prodorno opažanje. Prijatelji so postali znanci, znancev pa ni več, izginili so. Ko gremo po ulicah, je naš svet popolnoma drugačen. Še prejšnje leto smo živeli v obljudenih prostorih, brez težav smo bili del množice, gneče. Edini strah v človeški masi je bil, da nam kdo stopi na prste.
Naši možgani so nepretrgoma beležili prisotnost človeškega sveta. Listali so po obrazih, prijetnih, neprijetnih, prijaznih, nasmejanih, mrkih, sovražnih, žalostnih, zaljubljenih, odsotnih, najstniško predrznih, starikavih, globoko modrih. To je bil naš dom. Znotraj te človeške jate, črede, skupnosti, množice so se naša telesa, naš uravnavala in poravnavala v nekem skupnem občutenju življenja. Sedaj pa je popolnoma drugače. Strašljiva je ta sposobnost človeka, da se ob dovolj ponavljanja vsega priuči in vsega navadi. Neverjetna je plastičnost naših možganov, da se prilagajajo in z optimizmom normalizirajo najhujše izzive. V enem letu smo posvojili drugačno socialno okolje. V razredu ni več samo tesnobe pred spraševanjem, testi, nelagodje pred sošolkami in sošolci, ki so buliji. Ni zgolj skrbi, kako se znajti v spreminjajočem telesu, kako se približati vrstnikom, kako videti, če si njihov, če pripadaš. Sedaj visi nad mladimi vse vrste novih kontekstov, ki jim jih odrasli slabo pojasnjujemo. Pred tablo vsako klop je postavljeno nelagodje, zahteva po distanci. Kaj za njih pomeni ta izolacija od vrstnikov? Ta strah pred bližino? A je mogoče ločiti telesno distanco od socialne, od strahu pred drugimi ali vsaj nelagodja? Kako se povezujejo in razvijajo območja v njihovih možganih, ki imajo poleg kognitivnih nalog sedaj še izjemno pomembne, filigransko natančne naloge vezane na socialni svet, na vajo v ljubezenskih in negovalnih odnosih. V šolskem in srednješolskem obdobju z vrstniki preigramo vse stare scenarije, bližine, zaupnosti, razočaranja, ljubosumja, prevare, moči, nemoči, iskrenosti, predanosti, ljubezni, prijateljstva. V študentskem obdobju pa bi bil čas, da spravimo vse te izkušnje v življenje in začnemo čisto zares živeti ljubezen, bližino in socialnost. Kako to leto ubesedujemo in pojasnjujemo šolarjem in mladim, kaj se jim dogaja, kaj čutijo, kaj je smisel, kako naprej? Kako bomo ločevali, kaj je v vodenju pandemskih šolskih ukrepov prav in kaj dolgoročno narobe? Kako jim bomo pojasnili vse naše zgrešene poteze in izjave? Kako jim bomo potrdili kot resnične njihove nenadomestljive izgube? Res ni vojna, ampak za mnoge mlade so izgube mogoče še celo večje. Med njimi tudi izguba zaupanja v odrasle. Kako ponotranjajo ta pritisk nase? Naša družba jih očitno vidi kot glavne raznašalce virusa, potencialne morilce učiteljev, staršev, starih staršev. Naši možgani pa osmišljajo vsako, ampak vsako zaznavo. Mi smo stroj za osmišljanje. Kako osmisliti dejstva? Tovarne delajo, podjetja delajo, promet teče, starši večinoma delajo, šole pa so bile in pozor, fakultete so še kar naprej zaprte mesece, najdlje od vsega skupnega, javnega. Torej, kako naj si mladi razložijo to dolgotrajno dejstvo, to svojo veliko žrtev? Poglejmo nazaj v socialnost in pri tem nam je lahko pravzaprav pomoč afriški pregovor, ki pravi: za vzgojo otroka je potrebna cela vas. Antropologi povedo o razvoju socialnosti, da je človeška vrsta stara kakih 200 tisoč let. Mnogo pred tem, približno 1 milijon let, je veja človečnjakov razvojno skrenila stran od evolucije opic. Kako je nastala ta razlika? Pomembno se je spremenila skrb za mladiče in posledično s tem tudi socialni odnosi. Razvili so skupno skrb za mladiče. To je zmožnost za nego, ki je nastala iz zanimanja za drugega.
ne zgolj za svoje biološke mladiče. In na drugi strani je bila sposobnost otroka, da se prilagodi in sprejme nego drugih, ki niso nujno mati. To je prednost naše vrste. V generacijah, ki so se potem vrstile, se je razvijala nevrobiološka in psihološka uglasitev odraslega na otrokove telesne, čustvene in vedenjske ključe. Prisotnost nebogljenega bitja nas od znotraj iz možganov žene, da zavzamemo negovalno držo. Ravno ta senzitivna in družna oblika nege otrok je v pračloveški vrsti razvila socialno sodelovanje. Sočutje je v bistvu človeka, je v naravi človeka, tega socialnega bitja. Pri opicah je namreč mati edina sprejemljiva oseba za nego mladiča. Ljudje pa imamo primarnega negovalca, najpogosteje je to mati, obenem pa otrok razvije več odnosov navezanosti, ki jih razporedi v hierarhijo. Otroka od rojstva naprej zanimajo človeški obrazi. Za razvoj svoje socialnosti potrebuje zgodnje zrenje obraz, potem pa številne stike z ljudmi in tako nabira raznolike izkušnje, ki ga učijo. Opice so dovolj dobre matere na podlagi spolnih hormonov. Ljudje pa smo lahko starši brez nosečnosti, brez hormonov. Iz najnovejših delov možganske skorje občutimo ugodje in zadovoljstvo pri negi. Evolucijska osvoboditev nege mladiča izpod prevlade in nadzora hormonov je predpogoj, da lahko otroka vzgaja cela vas. Da torej okolica vidi smisel skupnostnega in materi pomaga pri negi in vzgoji in to dela iz svojih notranjih sočutnih motivov za otrokovo dobro, na njega uglašeno in senzitivno. Ko je postajala naša vrsta vse bolj kompleksna, so bili možgani ob rojstvu vse bolj nezreli, tako je vsak sodobni človek pravzaprav nedonošenček. Vsaj še 3 leta potrebujejo naši možgani, da se bodo razvile vse anatomske poti. Ta zelo občutljiv razvoj in rast možganov se odvija sicer po genetskem predpisu, ampak pod ogromnim vplivom neposrednega okolja. Materinjenje, ki ga izvajajo otrokovi roditelji in skrbniki, je neke vrste socialni inkubator. Ljudje okrog dojenčka, malčka, so njegovi nadomestni možgani, so organ za preživetje, rast in razvoj. Smola za marsikoga pa je, da izjemne nezrelosti otroka okolica pogosto ne razume dovolj dobro. Materinjenje in nega tečeta iz naših izkušenj, ki smo jih nabrali v obdobju, ko smo bili sami nemočno dete. Te izkušnje so shranjene, pogosto popolnoma neobdelane v našem nezavednem. Odvijajo se v naših akcijah in jih tako z ravnanjem, ne z zgodbami, s svojim ravnanjem z otroki prenesemo v novi rod. Skrb za sočloveka se lahko izrazi le, če je v naših možganih razvita občutljivost za notranji svet drugega človeka. Namreč, ko so človečnjaki razvijali za otrokove potrebe uglašeno nego, so lahko to sposobnost branja notranjega sveta otroka uporabili tudi za razumevanje drugih pripadnikov svoje skupine. Sposobnost, da razumemo, da ima drugi človek svoj notranji svet, ki je drugačen od našega, da ima svoje lastne potrebe, namene, motive, je res velik dosežek uma. Sposobnost, da se vživimo v drugega in obenem vemo, da to nismo mi, nas naredi pravo, humano, socialno bitje. Pojavi pa se še druga plat, ko so njihovi otroci ponotranjali izkušnjo, da so zares razumljeni od drugega bitja, so se naučili boljše prepoznavati sami sebe, svoje potrebe, mnenja, svoj notranji svet.
Ko se naše doživljanje zrcali v razumevanju bližnjega, šele takrat lahko nekaj pri sebi zares vidimo, sprejmemo, razumemo. To je v naši naravi, tako smo narejeni. Človek ne more biti izoliran otok. Če je prikrajšan za spoznavanje sebe in sveta. Iz te sposobnosti razvijati in deliti svoj notranji svet se je rodil jezik in vsa naša družbenost in kultura. To je potem izjemno preoblikovalo naše možgane. Evolucija je potem lahko razvijala območja, ki so iz nas naredila razmišljujočega človeka. Možgani vsakega posameznika ponovno prehodijo celotno filogenetsko razvojno pot. Možgani so poleg vseh ostalih nalog predvsem socialni organ. Od rojstva se urijo v smeri razumevanja zapletenih kod v odnosih in komunikaciji. Otrok se rodi pripravljen za odnos. Nekaj ur po rojstvu oponaša mimiko starša. Človeški obraz je zanj zanimiv in najbolj poučen. Še dolge mesece bo materin obraz in obraz vseh drugih zanj najbolj zanimiva igrača in spodbuda. Dokazano je, da ob interakciji obraz zelo intenzivno teče ustvarjanje novih povezav med nevroni, pomembno se oblikujejo poti za procesiranje socialnosti. Ni mogoče dovolj poudariti, zgodnja igra obrazov je za razvoj možganov izjemnega pomena. Pred več kot letom sem si zastavila vprašanja, recimo, kaj je odnos? Za vsakega od nas je odgovor nekoliko drugačen. Sama imam rada definicijo, da je odnos snop idej, ki jih razvijemo na podlagi nakopičenih izkušenj, ki smo jih zbrali v vzorce. Je asociacijski skupek, ki opisuje interakcije med deli nekega sistema. Odnosi so pravzaprav povsod, med vsemi delčki, v vesolju med planeti, v svetu med predmeti, med ljudmi, znotraj telesa med organi, med celicami, nič ni izolirano. Nemogoče je ne komunicirati. Tudi sedaj, ko smo v vsemogočih oblikah in vrstah distance, smo v odnosih in komuniciramo, samo mnogo bolj zapleteno. Kako se odnos začne? Začetek je tak, svetopisemski, loči se svetloba od teme. V odnosu mora biti ločenost, sicer to ni odnos. Nedvomno se začne odnos s tem, da začnemo razločevati delčke iz zmesi in jih postavljati v medsebojna razmerja. Otrokova prva razločevanja gredo med prijetnim in neprijetnim. Začenjajo se znotraj telesa, najpogosteje znotraj prebavil, ki se morajo navaditi na lakoto. V maternici je bilo kot v nebesih, placenta je poskrbela, da ni bilo nobenih potreb. Lakote plod še ni poznal. Ko se novorojenček sreča z neznano, ščipajočo bolečino, nekje v sredi tega, kar bo čez čas imenoval jaz, ga ta izkušnja zbere, nase potegne pozornost. Ugotovi, da se to čutenje v nekem ritmu ponavlja, se prikrade, narašča, postane neznosno, sili ga v premikanje, brcanje, grimase in krik mu malo pomaga. Ko z jokom vedno znova prikliče mater, ki mu poteši glad, občuti sebe od znotraj in dobi občutek, da lahko vpliva na svet. Obenem, ko ga mati drži v naročju, otrok občuti meje svojega telesa. Dotik in stik kože s kožo je tisto, kar mu omogoča, da čuti sebe od zunaj. Tako se postopoma zamejuje ta ločenost. Zanimivo je, da samo človeški mladič med dojenjem dela pavze, se zazre v mamo. Strokovnjaki so opazovali in raziskovali to posebnost. Dojenček naredi nekaj potegov, potem se ustavi,
Gleda mamo in čaka. Ne, ni se utrudil, niti ni zaspan. Želi več kot mleko, več kot hrano, želi igro z njo, njeno prisotnost, naklonjenost, njen nasmeh, potrebuje odnos vsaj toliko kot hrano. Igra obrazov, zrenja oči, oglašanja, žlobodranja, pačenja, to so stanja, ki nahranijo otrokovo socialno lakoto, hranijo z odnosom ali ga pustijo lačnega, sestradanega. Vse to neštetokrat ponovljeno v vsakdanjem odnosu otrok s starši se zapiše v možganske strukture, postane meso tega novega človeka. Odnos med čemerkoli se začne z zanimanjem, z interesom, z žlahtno radovednostjo, v odraslosti s spoštljivo radovednostjo. Radovednost je že v prve izmenjave položena človeška lastnost. Od rojstva ima dete vrojeno zanimanje videti, spoznati, razumeti. Vsi čuti so na delu, da raziskujejo. Še dolgo bo trajalo, da bo spoznal, sprejel in razumel, da je mati drug človek, ne on sam. Da je drug človek, ki pa ga je s svojim odnosom ohranil pri življenju. Nekje pri 3 letih končno dosežemo dovolj zrele strukture možganov za psihološko rojstvo. To omogoči tudi spoznanje o ločenosti in večjo kapaciteto za zdržati jo. Od varnosti odnosa bo odvisno, kakšno je doživljanje te ločenosti. Je pri otroku več strahu pred zapustitvijo ali več zaupanja v odnos, ki omogoči razcvet te človeške radovednosti in ponosna nad lastnimi dosežki. Zanimanje, radovednost nas ne zapusti do konca naših dni. Kdaj in kje se odnos začne? Brez dvoma v telesu, v maminem dotiku, ki čez kožo in maternico boža plod, ki se premika v njej, v utripu, ki ga sliši in čuti otrok, v preplavljanju z njenimi notranjimi stanji, ko je mirna, zadovoljna, ko je aktivna in vitalna, ko je v stiski, v stresu, napeta in prestrašena, plod deli to z njo. To je vstop v odnos in zlitje, ta popolna in strašljiva odvisnost enega bitja od drugega, s tem, da se mati zaveda, da sta ločena. In potem se dete rodi, pozdravi ga zanj tako nezrelega, še vedno popolnoma odvisnega, svet, v katerem je brez matere in brez svojih bližnjih, ki bodo poskrbeli zanj, zares dobesedno obsojen na smrt. Zato ima ob rojstvu že opremo za osvajanje drugega in hitro učenje odnosa. Novorojenček prinaša sposobnost zrcaljenja, takoj se z oponašanjem uči občutiti in izražati mimiko. Uči se brati obraze, srka vase iz zrelejših možganov. Tu, čisto na začetku, se začne naš odnos do sveta in do sebe. Če se torej odnos začne v zlitosti z mamo, ki traja še po rojstvu zaradi nezrelosti možganov in ta neenakomeren odnos pomeni življenjsko naložbo za otroka, namreč kvaliteta razvoja njegovih možganov je odvisna od njene nege, je to izreden pritisk na materinjenje. Vsak človek si tako postavi vprašanje, kakšna je torej dovolj dobra mati? Takoj je potrebno poudariti, da je biti mati ali oseba v funkciji materinjenja zelo zahtevna naloga. To ni oseba, ki ima porodniški dopust, ampak je oseba, ki je zaradi nege otroka odsotna od plačanega dela. Na otrokove potrebe uglašeno zgodnje starševstvo pomeni, da dobra mati otroka zaznava kot bitje z njegovim lastnim, še nezrelim notranjim psihološkim svetom. Otrok to, da je prepoznan kot on sam, da je viden, slišan, upoštevan, občuti v odnosu vsakokratnih odzivih starša in vseh odraslih, ki skrbijo zanj.
Občuti, da ga starši nosijo v svojih mislih in doživljanjih kot ločeno bitje, kot nekoga, ki ima svoje potrebe, namene, ki misli, torej že od začetka kot misleče bitje, kakorkoli je mišljenje še v povojih. Mama, ki je osebnostno dovolj zdrava in senzibilna, v svoj odziv na otroka, na njegove stiske ali veselja, ne bo mešala svojih vsebin. Če mati samo sebe slabo loči od otroka in v odziv vnaša svoje nerazrešeno, nehote popači sliko, ki jo v odzivih vrača otroku. Dovolj dobra mati bo dopuščala spekter čustev, ki se jih dete šele uči obvladati. Ona je njegova učiteljica, njegov model. Otrok je kot rastlinica, ki rabi oporo, po kateri bo plezal navzgor med tem, ko bo rasel. Zorel bo in čez leta bo lahko stal samostojno. Dovolj dobra mati torej ne bo od otroka pričakovala, da zdrži, česar zaradi nezrelosti še ne zmore, niti da zmore stvari, ki jih še sama ne zdrži. Če skrbi njo, kako šele skrbi otroka? Dovolj dobra mati bo zdržala z otrokovimi težkimi notranjimi stanji, kakorkoli je to zares naporno. Ga bo pomirjala in sama ne bo razpadla. Našla bo pot do telesne pomiritve in besede za doživljanja. Ponujala bo jezik kot novo pot za sporazumevanje. Pomagala bo otroku pri poimenovanju, s tem pa pomagala preobračati njegov notranji kaos v samospoznavanje, da mu bo lažje z njim samim. Obenem pa je tistemu, ki ve, kaj čuti, kaj hoče, kaj želi, lažje tudi z drugimi. Prevajanje hotenja v besede je predpogoj za boljše komuniciranje. Nadalje se dobra mati ne bo polastila njegovih uspehov, veselila se bo za njega. In nazadnje zdržala bo njegovo odraščanje, njegovo zapuščanje. Ko bo potreboval zavetje, bo pri roki, ko bo želel raziskovati, bo počakala, mu priskočila na pomoč ali v podporo, če bo potrebno. Dovolj dober odnos je nekaj, kar je kot koža, raste z rastjo posameznikov. V začetnem obdobju mora biti mati zelo usklajena, skoraj obsedena z novorojenčkom, dojenčkom, potem pa otrok postopoma pridobiva izkušnje in njena preokupacija popušča. Tudi to prilagajanje zorenju, to širjenje kože, da ni utesnitve, da koža ne poka ali da niso potrebne levitve, da objem ni zapor, je potrebno za dovolj dobro materinjenje. Ta razvoju prilagojena senzibilnost negovalcev je odločilna za popolni razvoj naših možganov, da se lahko razvijajo najvišje funkcijske sposobnosti človeka, mentalizacijska zmožnost. Ta stopnja emocionalno-kognitivnih, integrativnih miselnih sposobnosti na žalost ni dosežena pri vseh posameznikih. Na začetku uporabljata mati in otrok jezik telesa, nebesedno komunikacijo pogledov, gest, oblikovanja zvokov, ritmov, dotikov, čustvene izmenjave, ki se shranijo kot izkušnja globoko v območju našega nezavednega, česar se ne spominjamo, kar pa se odigrava v naših reakcijah in se hrani neobesedljivo in nepovedano v desni hemisferi. To je posebna govorica, mogočen jezik, kjer besede niso glavne. To je jezik neposredne izmenjave, preskakovanja močnih čustev, občutenja, zrcaljenja. Je jezik občutkov, ki ga govorijo naša prisotna fizična telesa. Če je jezik prve izkušnje govoril o naklonjenosti in ljubezni, bo otrok postal specialist za naklonjenost. Če je bil to jezik zavračanja, kriticizma, odrivanja, bo poznavalec in specialist tega.
To je jezik, ki za odrasle ni sprejemljiv kot osnovna komunikacijska paradigma. Kljub temu pa vedno teče v zahrbtju naših besed, v senci naše govorice. Prav vedno ga prepoznamo, pa naj še tako zanikamo, da smo ga kdaj poznali. Ljudje imamo sposobnost prepoznavati notranji svet drugega človeka. Tako odnos čutimo v telesu, pogosto sredi droba. Nekako čutimo ljudi, njihove namene in stanja, naj smo soočeni s posameznikom ali s skupino. Naši možgani brez prestanka monitorirajo socialni svet. Kako prepoznavamo, pa je odvisno od najzgodnejšega odnosa s skrbniki. Zaznave so lahko prilagojene realnosti ali pa bolj ali manj skrivljene. To, da čim bolj dobro ločujemo dobronamerne, varne ljudi od nevarnih, škodoželjnih, je življenjskega pomena za vrsto, ki je preživela zgolj zato, ker je sodelovala in ne zato, ker bi bila medsebojno napadalna. Človek je po izvorni naravi sodelujoče bitje. Kako mislimo odnos? Odnos se začne, ko nekaj razlikujemo med seboj. Med tema točkama teče snop izmenjav, ki jim damo abstraktno ime odnos. Kot nekaj, kar gre od nosa do nosa, vmes pa mora biti razpoka, meja. To, da zunanji svet razlikujemo od sebe in razlikujemo tudi substrate znotraj sebe, nam pomaga, da lahko občutimo in razumemo množico in kompleksnost naših povezav. Preobsežna zlitost nam zamegli spoznavanje. Tako lahko pojmujemo duševne procese kot organizacijo mnogih delov v celoto. Pri tem pa je večina teh delov nezavednih in mnogi posamezni deli niti niso mentalni. Razum misli kategorizira, povezuje, kontekstualizira. Etimološki slovar slovenskega jezika razlaga besedo razum kot zmožnost, da razločimo, v umu dojamemo razliko. Sama beseda razum poudari razlikovalno sposobnost mišljenja. Telesno okolje znotraj posameznika, zunanje okolje, socialni svet, v tisočletjih nakopičene izkušnje, veščine, znanje, zapuščina humanega sveta so elementi, ki nas soustvarjajo. Vsak posameznik je skupek odnosov, ki ga oblikujejo, vplivajo nanj in ga vežejo v celoto. Našo mentalnost tako lahko vidimo kot upravljanje, krmiljenje, ki veže vse te sestavne dele in odnose med njimi, ne pa nekaj, kar je umeščeno zgolj v možgane, kamor tako radi postavljamo sedež našega duševnega. Še za zaključek, odnos nosi dialektiko med avtonomijo in povezanostjo. Koliko se bojimo bližine, odseva primarne izkušnje in bolj ali manj prisotne nezavedne fantazije, da nas bo drugi, bližina z njim, izničila, požrla, okupirala, zasužnjila, stisnila, v glavnem silila, prisilila, posilila, dušila. In na drugi strani, koliko se bojimo ostati sami, ker nikoli nismo zares imeli nikogar blizu, zares zase, predanega, pripadnega, koliko smo rasli brez te zaželene in nujno potrebne dobre matere, ki bi nas zares videla, razumela, potolažila, ostala z nami tudi, ko smo bili slabi, nemogoči, bila nekje blizu, kljub temu, da smo spali, nekje pri roki, ko smo se igrali. Namreč, samo tisti, ki je prva leta zares posedoval mamo in še koga, samo tisti, ki je bil varno odvisen in stabilno navezan, lahko zares samostojno upravlja svoje življenje, misli svojo glavo, ve, kaj občuti on sam in zna to dobro artikulirati, se ne boji zapustitve
in ga ni strah kdaj samega počakati na prave ljudi. Dilema med biti samostojen in biti odvisen pri zares duševno zdravih ne obstaja. Za njih je soodvisnost bistvo odnosa. Tak človek ima neanksiozen, nenevrotičen dostop tako do ločenosti kot do bližine. Je pa dilema bližina-distanca strašen, nerešljiv problem tistih, ki so imeli negotove, ne dovolj varne primarne navezave, ki jih radi spet in spet ponavljajo. Ko govorim o socialnosti in obenem govorim o strašljivi, naporni in zahtevni nalogi materinjenja, seveda govorim o tem, da pri razvoju tako kompleksnega bitja, kot je človek, mama potrebuje socialno okolje, mama potrebuje vas, ki ji pomaga vzgajati in negovati otroka. Najlepša hvala za vašo pozornost in moje prepričanje je, da ostajamo še po lastni smrti v odnosih, ki smo jih zgradili. Hiše se podrejo, odnosi pa ostanejo. Hvala lepa. Breda, najlepša hvala tudi vam za tole predavanje. Zdaj se je pa tudi pojavilo že nekaj vprašanj, tako da vam jih bom kar postavila. In sicer prvo vprašanje je, v času epidemije smo se zelo oddaljili in se izolirali. Postali smo otok vsak zase. Ali je ta izoliranost kaj vplivala na naše možgane? Bi mogoče znali odgovoriti? To bo gotovo ena stvar, ki se bo zelo raziskovala in se mi zdi, da je to pravzaprav ena zanimivost tega časa. Samo moja lastna hipoteza ni nič znanstveno podprta ali potrjena, da je to, kar imenujemo na nek način Zoom utrujenost, pa korona utrujenost, to, da v bistvu smo izolirani od svoje črede. O tem bo najbrž Neja kar veliko govorila. To, da smo mi potopljeni med pripadnike iste vrste, da tečejo tisto, kar je ena citirana gospa imenovala znanstvo, da ko gremo po ulici in vemo, koga bomo srečali, ki gre podobni uri v službo, da so v lokalih podobni ljudje, je zelo pomemben del naše mentalne postavljenosti v okolje in mislim, da je pravzaprav to ena večjih izgub, ki jo lahko čutimo kot utrujenost. Naslednje vprašanje, ki se je pojavilo, je pa, kako vpliva igra na otroka in zakaj odrasli pozabimo biti igrivi? Bi se morali več igrati, kaj nam igra prinaša? Ja. Igra je strašno trdo delo, ki pomaga povezovati nevrone med sabo in pomembne razvojne centre. Jaz sem danes se predvsem fokusirala na zgodnjo igro, tisto, ki jo v našem projektu spremljanja zgodnjega razvoja otrok opažamo kot pomanjkljivost ali pa premalo poudarjeno reč v naši družbi. To je igra v prvih tednih in mesecih, ko mnogi ljudje rečejo, kaj češ početi z dojenčkom. Nahraniš ga, previješ in ga daš spat, oziroma mu daš neki glasen mobile ali ga daš v umetno zibanje. V resnici pa otrok potrebuje predvsem obraz nad sabo. Ampak obraz, ki se lahko na nek način uglasi z njegovim ritmom, z njegovo željo po zrenju, smejanju, brbranju in tudi umiku, ko otrok to rabi. Tako da ta igra zgodna obrazov je izjemno pomembna, zelo opustošena v sodobnem času. Je videti, da imajo mame več časa ali pa negovalci, oprostite mame, negovalci več časa uči na telefonu kot na obrazu dojenčka. Zelo zanimiv odgovor.
Imamo še čas, tako da bi še kar eno vprašanje dala. Kaj pa, če otrok zelo hitro izgubi mamo, naprimer, če je v porodu, ali je ta stik možno nadoknaditi, ali pa naprimer otroci v sirotišnicah? Ja, odlično vprašanje. Ravno v tem je sreča človeške, v tem je razlika med drugimi primati in ljudmi, zaradi tega, ker je seveda s pokončno hojo in z veliko glavo smrtnost mater bistveno narasla, je za našo vrsto izjemno pomembno, da otrok lahko prevzame zgodno nego od kogarkoli. Tako da vsaka oseba, ki je pripravljena svojemu nekemu otroku, neki siroti, ponuditi svoj kot socialni inkubator, lahko popolnoma brez kakršnih koli posledic poskrbi za tega otroka, ki je lahko popolnoma zdrav, vesel in zadovoljen, seveda pa se mu ob primernem času seveda tudi opiše zgodba njegove matere. Sirotišnice so strašen problem zaradi tega, ker za otroke ne skrbi ena oseba. Ideje, da je v vrtcu treba zamenjevati vzgojiteljce, ker, ne vem, imajo odrasli neke potrebe po zamenjevanju, je to strašen problem. Za otrok potrebuje fiksne, stalne odnose. Ni nujno, da je samo eden, je pa nekdo primarni negovalec in vsaj še 4-5 odnosov otrok z največjo lahkoto doživlja kot izjemno varne in pravzaprav odnose navezovanja. Tako da to je absolutna prednost in vsi v vasi smo odgovorni za vsakega otroka. Vsi mi zdaj smo odgovorni za študente, učence in se te odgovornosti ne moremo izmakniti, zato ker smo ljudje, ker nismo opice. Evo še eno vprašanje, mogoče, kako dolgo pa zdrži človek brez socialnega stika, preden začne izgubljati glavo, je napisano na narekovajih. Naj bi recimo zaporniki, ki so predolgo zaprti v samici, pričeli halucinirati in podobno. Ja, seveda. Izolacija je pravzaprav vse civilizacije so ugotovile, da je to najhujša oblika mučenja, da v bistvu nekoga postaviš v samico, in če mu pri tem odvzameš še možnost prav senzorične orientacije, je to nekaj, kar nas vrne nazaj v to primarno stanje nerazločenosti in strahu pred razpadom in fragmentacijo, ki ga majhno dete, ki ni povsem ločeno, seveda še zdaleč ne, in tudi ne dobro navznotraj sestavljeno, tako da ta strah pred razpadom in fragmentacijo, če nas ne bo nekdo skupaj držal ali če izgubimo notranjo moč predstave, figure navezanosti ali svoje neke realitetne kontrole, smo seveda vsi lahko na robu tega, da seveda izgubimo razum. Zdaj pa res še zadnje vprašanje. In sicer, ali je odnos s predmetom lahko ekvivalenten odnosu s posameznikom? Nekateri ljudje imajo lutke za partnerke oziroma partnerje. Ja, seveda, da ne. Edino otrok ima v nekem obdobju, ko se ločuje od mame in vendarle še ne zdrži dobro s to ločenostjo, ima medvedka kot tak prehodni objekt, ki na nek način visi med zunaj in znotraj. Je del njega in del zunanjega sveta. Je del njega in del mame. In obenem otrok seveda že dobro pojmuje, da to ni mama, ampak je zadosti dober nadomestek za tisti čas, ko on že verjame, da se bo mama sicer vrnila, ampak ne more zdržati čez notranjo predstavo o njej. Tako da to so predmeti, ki pomagajo. Zdaj, odrasli pa seveda je to najbrž popolnoma druge narave.
Hvala vam za predavanje in tudi za vse odgovore na Hvala za vprašanja. povabilo, hvala za pozornost.